Igrače so sestavni del otrokovega življenja. Z njimi se sreča že zelo zgodaj in imajo vpliv na njegov razvoj skozi celotno otroštvo. Spodbujajo motoriko, učenje, zaznavanje čutov in tudi domišljijo. Z razvojem tehnologije so se pojavile igrače, ki se povezujejo v internet z namenom, da se aktivno odzivajo na otrokova dejanja ali pa staršem omogočijo nadzor in interakcijo na daljavo. Imenujemo jih pametne igrače. Na trgu se pojavljajo igrače, ki omogočajo glasovno komunikacijo, video prenos ali prenos in prepoznavo fotografij, roboti, droni in druge igrače, ki jih upravljamo preko aplikacij na tablicah in mobilnih telefonih, igrače, ki se povezujejo z videoigrami, igrače, ki omogočajo reševanje ugank in gradnjo. Proizvajalci pametnih igrač poudarjajo številne pozitivne vidike, ki jih imajo te igrače na otroke in tudi starše. Igrače otrokom omogočajo, da že zelo zgodaj pridejo v stik z internetom, imajo pa lahko tudi ugoden učinek na učenje s poudarkom na digitalnih veščinah. Prav tako omogočajo skupinsko igro, razvoj ustvarjalnega mišljenja in pridobivanja posebnih znanj. A vse naprave, ki se povezujejo v internet, so izpostavljene tveganjem in pametne igrače niso izjema. Poznamo pravzaprav dva sklopa, bi jaz temu rekla, pametnih igrač. Na eni strani so ustvarjalni igrače, ki dejansko spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, nekaj igrače, ki so tipično bolj za starejše otroke. Na drugi strani pa so igrače, ki so namenjene v splošnem manjšim otrokom, recimo punčke, ki govorijo in podobne reči, ki so pa povsem drugačne in so lahko problematične. Otroci so lahko izpostavljeni tveganju vdora v zasebnost in tudi interaktivna igrača ima lahko mogoče nepravilen vpliv na otrokov razvoj. To je treba vedno preveriti vnaprej. Vsekakor moramo izredno previdni pri tem, kakšna igrača, ki jo kupujemo, ker varovanje zasebnosti je lahko problematično. Nekatere igrače so slabo varovane in omogočajo vdor v zasebnost otroka, omogoča prestrezanje komunikacije med igračem in otrokom, vdor v strešnike in podobno. Da, nekatere pametne igrače so slabo varovane, tako da se moramo vedno pred nakupom dobro prepričati, da gre za dobro varovane igrače. Vedno preberemo pogoj rabe, splošne pogoje in podobno, ker lahko da je notri nekaj, česar ne želimo. Preveriti pa moramo tudi, ali gre za varno komunikacijo med strežnikom in igračo, ali je varovanje igrače dovolj kvalitetno, ali morda igrača ne izpostavlja otroka nekemu prikritemu oglaševanju, če morda igrača ne zahteva preveč osebnih podatkov nas in otroku in seveda kako deli in s kom deli te osebne podatke. Skratka, preverimo, ali kupujemo kvalitetno igračo, priporočamo tudi, da kupite igračo, ki je, če se že odločite za nakup take igrače priznanih proizvajalcev, ne take, ki so najcenejše.